Lepo pozdravljeni. Danes bomo spregovorili o urbanizmu, arhitekturi in tudi o tovrstnih politikah, ki se trenutno odvijajo v slovenski Istri. Kar nekaj stvari so novo zgradili, jih rekonstruirali ali pa smo zanje komaj slišali in se šele bodo udejanjile. Z mano je docent iz Univerze na Primorskem, dr. Boštjan Bugarič, sicer tudi urednik oddaje Veltraum, ki govori ravno o takšnih tematikah, ki živi med Koprom in Berlinom. Lepo pozdravljen. Pozdravljena, Pirja. Nedavno so na občinski seji potrdili, da bo v Kopru nastalo novo dvigalo na Markovec. Tako nekako prve projekcije izgledajo precej znanstveno fantastično. Imaš mogoče kakšen komentar na to temo? Se pravi, ali je dvigalo na Markovec nekaj pomembnega, ali gre za nekaj, kar bo izjemno zarezalo v koprsko veduto, pa bi mogoče lahko obstajalo tudi na drugačen način, ali tukaj govorimo o kakšnih drugih dejavnikih, ki so vplivali na to, da naj bi to dvigalo nastalo? No, za ta odgovor se moramo vrniti kar nekaj stopničk nazaj, in sicer predvsem na to, da je to dvigalo oziroma vsi tovrstni projekti, ki se razvijajo že 7 let v času tega županovanja v Kopru, simptom neustrezne prostorske politike. Mestna občina Koper že 7 let nima svojega urbanista, arhitekta mestnega, navkljub temu, da je imelo že 2 razpisa. Pač njihov odgovor na to je, da se nihče ni prijavil na to pozicijo, vendar je glavni problem mestne občine, tako kot vseh ostalih velikih mestnih občin, ki obstajajo po Sloveniji, pomembno upravljanje, ravnanje s prostorom. To pomeni, da kot simptom nečesa parcialnega, nečesa, kar se umesti delno v prostor, zato ker brez nekega celovitega pogleda enega strokovnjaka oziroma strokovne ekipe, ki bi procese v mestu lahko spremljalo, obravnavalo in jih seveda uravnavalo, tega ni mogoče storiti. Dvigalo, ja, seveda, ne vem, kaj ne rečem. Zdaj, mislim, da nima pomena se tukaj nekako v estetiko spuščati ali pa v samo recimo cenovno v bistvu strukturo oziroma ceno samega projekta. Nekaj tega denarja seveda mislim, da kohezijskega sklada, če se ne motim, drugi del prispeva občina, vendar je predvsem tukaj pomembno to, da je to dvigalo spet bolj kot neko celovito reševanje prostorske tematike v prostor, reševanje spet enega dela. V Kopru je kup enih težav, ki obsegajo celovito mesto, ne govorim zdaj o občini, ampak samega mestnega jedra, pa mesta Koper, v katerem se je mogoče premalo dajalo pozornosti, veliko več pozornosti seveda je bilo namenjeno podeželju, kar je seveda tudi smiselno, ampak podeželje in mesto z roko v roki skupaj ne moremo mesta pustiti, da ga vodi podeželje. In to se mi zdi, da se je v tem Kopru v tem času županovanja zgodilo. To dvigalo vsekakor recimo taki populistični pogledi arhitekturnih birojev, ki v medije spustijo te neke fotomontaže in renderje, se pravi poglede, kako bi to dvigalo izgledalo v tem bujnem zelenju, so vsekakor zavajajoče. To pomeni, da bi morali se zavedati, predvsem javnost se mora zavedati, da naj ne bi nekako smela, se bi morala zavedati, dejavnost prosim, da se ne nikakor naseda na nek način tem nekim, rekel, zavajajočim pogledom, kako naj bi to bilo zeleno, kajti v tem času, ko se bo to dvigalo delalo, ko se bo to gradilo, se bo v celoti ta cel hrib seveda posekal, zelenje in tako nekako opustošil. Govorimo tle o tem klifu, ki gre čez celotno obalo od Kopra do Izole, naravnemu, se pravi naravi kot delu grajenega okolja, tukaj Kopru absolutno dajemo premalo pozornosti. Veliko več
seveda se govori oziroma arhitektura, ki se razvija, je arhitektura, ki je bila mogoče trendovska v 90-ih letih, ko se je zidalo velike pompozne projekte in dajalo tej arhitekturi večji pomen kot pomen samemu človeku. Ta čas antropocentrizma, se pravi tega, da je človek v središču pozornosti, je danes zaradi klimatskih katastrof absolutno pase in absolutno nedopustno, da se v bistvu taki projekti arhitekturni sploh še izvajajo. To je sicer moje mnenje. Mislim pa, da bi morali dejansko fokus predati v temu, da se narava vključuje v grajenje, v grajeno strukturo. To pomeni, da so vse soseske, ki nastanejo v mestu, naj bi bile primerno in ustrezno zazelenjene, ne pa, da imamo recimo neko novo sosesko, kjer ni niti enega drevesa, ampak je ta soseska postavljena sredi parkirišč in benzinskih črpalk. Zdaj, dvigalo samo po sebi, mislim, da tudi neka taka radikalna poteza, kot je ta arhitekturna poteza za takim denarjem in za tako investicijo, bi bila lahko narejena tudi v manjšem znesku, in sicer bi se ta drugi del denarja, ki se ga seveda dobi oziroma ki je že tam za to namenjen, nekako prevrednoti in bi ga bilo ustrezno mogoče dati v recimo neke skupnostne projekte, ki bi se lahko razvili v tem območju okrog te nove mestne plaže, okrog same Žusterne. Žusterna se sicer nekaj na novo prenavlja, ampak kaj drugega kot novih krožišč in cest tam, da bi videl, da bi bilo prenovljeno, da lahko rečemo z neko arhitekturno vrednostjo, ni, ne. In tudi sama, si to bomo verjetno se kasneje tudi vrnili, sama povezava med Koprom in Izolo, je sicer vzpostavljena, ampak manjka veliko stvari, ki bi jih morali tam tako krajinsko kot tudi arhitekturno urediti. Zato mislim, da je to dvigalo absolutno v takem obsegu, kot je sedaj odveč, da tako dvigalo pobira dejansko denar občanom in občankam za potrebe nečesa boljšega, kar bi lahko narejeno za skupnost in seveda, kar bi bilo lahko dano skupnosti, ne pa zgolj in samo tem turistom, ki bi prihajali gledati na seveda to parkirišče, ob tem dvigalu, ta prečudoviti arhitekturni kompleks. Je ravno to parkirišče tista glavna funkcija, zaradi katere naj bi to dvigalo sploh obstajalo? Ker če ravno govorimo torej po meri človeka, tudi Plečnik, ki se ga veliko opeva, je gradil po meri človeka. Zdaj, graditi zgolj po meri človeka, ravno kot si omenil v času podnebnih sprememb, je seveda nekaj povsem drugega. Če pogledamo Ankaransko pokopališče, ki se je približno 2 tedna pred tem, ko smo izvedeli, da bo nastalo dvigalo, se recimo naredilo, dobilo ne samo eno, ampak 2 Plečnikovi nagradi. Pokopališče je nekaj, kar ljudje žal zagotovo v nekem trenutku rabimo. Zelo je ozelenjeno, prilagojeno nekako naravi. Ali tukaj res lahko govorimo recimo o 2 povsem nasprotnih primerih, se pravi nekaj, kar je resnično za domačine, in po drugi strani v primeru dvigala nekaj, kar je izrazito namenjeno, se pravi bolj obiskovalcem mesta, ne samim prebivalcem, torej turistom pravzaprav, ki bodo uporabljali torej to dvigalo. Ja, vsekakor zanimivo vprašanje. Pokopališče v Ankaranu je res dober primer arhitekturne prakse izvedene, mogoče eden izmed boljših v zadnjih letih v tem primorskem prostoru. Je pa res, da je za samo dvigalo, seveda parkirišče, tukaj je še celoten ta del, recimo Semedele oziroma Žusterne, pa tega parkirišča, ki je bistveno za to, da nekako zaustavite turiste, ki pridejo na to plažo, je tudi v tem, da najbrž da zahteva tudi neko povpraševanje po stanovanjski ponudbi. Zdaj so to verjetno turistična stanovanjska ponudba po turističnih, apartmajih, Airbnb-jih in tako naprej.
In tukaj se je zgodila že ena zadeva pred leti, ko je privaten investitor sicer želel na območju bivših Slavnikovih garaj zgraditi najprej seveda na stolpnico z, ne vem, 13 nadstropji, no to seveda to z javnostjo ni šlo čez in je potem med covidom tam prišel nek nov OPPN, se pravi občinski podrobni prostorski načrt, ki lahko v bistvu zunaj občinskega prostorskega načrta OPN-ja uredi in reši karkoli dejansko in tudi nekako omogoči, da se izvede te neke parcialne rešitve. Tle je bil velik pritisk seveda investitorja, kapitala, nad tudi samo občino in ta zadeva se je dejansko zaustavila. Zaustavili se je tako, da smo v kolektivu Avtomatik delovišče brali oziroma prebrali te načrte, namreč ti načrti so bili spet narejeni z poudarjenim zelenjem vse okrog, dodatnim, se pravi ne na nek način zelenjem, ki sploh ne obstaja, ponarejenimi višinami in širinami blokov, tako da dejansko smo v tem branju Semmedeljev preko socialnih omrežij pokazali, ker smo naredili pravilne, ustrezne fotomontaže, kot jih je naredil v nasprotju sam arhitekt, smo te zadeve predstavili javnosti in javnost se je seveda zelo pozitivno odzvala. Dejansko se je vzpostavila civilna iniciativa Novi Slavnik, ki je začela dejansko potem preko Avtomatik delovišča komunicirati z mestno občino Koper, vendar se je spet tukaj nekaj zaustavilo, kajti tle gre spet za neke mahinacije nekih lokalnih arhitektov, ki vodijo postopke in tako naprej. Se pravi, ta zadeva zdaj obstala, ampak mislim, da je to dobro, da se ta zadeva ni zgradila, ker to bi dejansko pokrilo poglede pol Semmedelje zgornjega dela. Če se vrnem nazaj na temo, ja, spet je podobno z tem liftom, ne, zakaj potrebujemo, jaz mislim, z kolegico, ne, Matejo Filipič, smo pred leti tudi za Semmedelje pripravljali nek projekt, kjer bi se oživilo te sporedne ulice, v bistvu, ki bi peš ulice, ne, zelene peš ulice iz Semmedelje do zgornjega dela Semmedelje, do spodnjega dela Semmedelje. Mislim, da so taki projekti dosti bolj smiselni, kot pa narediti en velik lift na eni točki, ne, ker imaš ti mrežo več zelenih pešpoti, kot pa en sam punkt, ki je namenjen izključno in zgolj seveda ne, tistem, ki ima največji verkehr, se pravi tistemu, ki bo tam največ hodil, in to so vsekakor tisti, ki pritegnejo največ pozornosti. To so turisti ali pa konec koncev mogoče na to neke specifične skupine, ne vem, ki bi ta lift izkoriščali za se voziti gor in dol, ne vem. Je pa, ja, Ankaran ima zelo dobre primere prostorskih praks. Leta 2011 je bilo na tem območju pokopališča izveden vabljen natečaj in sicer na ta natečaj sem bil povabljen tudi sam v svojo skupino. Takratni župan je tam hotel na tem območju v bistvu narediti stanovanjsko gradnjo z podzemnimi garažami, vendar je naša skupina v celoti to idejo nekako povozila. Mi smo naredili tam, razširili smo pokopališče, naredili smo dodatne pešpoti, sprehajalne poti za društvo Sonček, začetek slovenske transverzale in tako naprej. Ne misleč, da bomo seveda s tem dobili kakršnokoli nagrado, ampak s tem, da bo ta rešitev, ki bo stala na tem natečajnem pregledu natečajnih rešitev, pokazala javnosti, da je možno tudi kaj takega narediti. To pomeni, ta rešitev je na koncu dobila nagrado, ne. Celo dve, ne? Ne, samo eno nagrado, ampak to je bilo zelo pomembno, zato ker je dejansko se ta zadeva, v bistvu urbanizacije v tem delu popolnoma, mislim, se je zaustavila. In isto govorim zaradi tega, ker so to paralele, ne, isto kot v Kopru, ne. In ta urbanizacija se zaustavlja zato, da je zdaj z novim arhitekturnim natečajem lahko v Ankaranu se izvedlo izjemno kvalitetno, arhitekturno dovršeno pokopališče za to neko noto res mediteranske tišine, miru, ki je, če lahko tako rečem, res eno izmed lepših pokopališč.
In na to noto, jaz mislim, če se ne motim, malo sem pogledal tudi ekipo, je ekipa sestavljena tudi iz študentov profesorja Vojteka Ravnikarja, pri katerem sem tudi sam študiral nekaj časa, teda on za skupino Kras je v Slovenijo v tem kritičnem regionalizmu uvedel res to poetiko zidu kot neke enote, elementa, sploh istrske pokrajine, kraške pokrajine. In to pokopališče definitivno nekaj takega ima. Zdaj, kaj ima tole dvigalo na Koprski Markovec, ne vem, betonsko horizontalo, oziroma se čujem vertikalo, ne, ki niti ni dovolj visoka, da bi lahko prekosila kakršnega koli drugega dvigala. Noben presežek v bistvu, no. Skratka, en moteč faktor v prostor, ki mislim, da ni potreben in ga niti ne potrebujemo v tem prostoru. Pa sicer so recimo v Kopru v zadnjem času nastale tudi kakšne mogoče pozitivne spremembe prostora, dobre rešitve. Muzejski trg se trenutno prenavlja in čeprav na začetku so celo dejali, da bojo posekali drevesa, zdaj jih bodo, mislim, da jih presajajo nekam drugam. Ampak te načrti so se tolikokrat že spreminjali, kako bo zdaj pravzaprav muzejski trg recimo na novo izgledal? Ali tukaj govorimo še o enem projektu, ki bo bolj po meri turistov, ali tukaj govorimo o nečem, kar je bilo nujno potrebno prenove in potrebuje mogoče, ne vem, več zelenja ob tem sicer pred fakultetnim, če se tako izrazim, poleti kar solarijem, ki izredno vpliva na mikroklimo okolice, ravno zaradi odbijajočih belih ploskov in v resnici precej malo sence. Ja, spet smo pri temu, simptomu, kaj je bil prej kokoš ali jajce. Spet prva zadeva, nimamo občinskega prostorskega načrta že 7 let, nimamo urbanista, arhitekta v občini, ki bi strokovno poskrbel za neko celostno podobo urejanja v bistvu in povezavo celostnega mesta. Se kako pa je z natečaji? V nekem trenutku se je celo spraševalo, ali je smiselno imeti javne natečaje. Za muzejski trg je bil izveden javni natečaj leta 2006, seveda so ta javni natečaj na občini popolnoma povozili in projekt dali lokalnemu arhitektu, ki je to izvedel. Jaz tle ne bom tekmoval, kdo je naredil boljše, kdo ne, ampak na ta način se praktično ne moremo v bistvu dajati. Pri javnih natečajih je zatem seveda celotna zbornica in celotna stroka, in če zdaj občina brez svojega arhitekta in brez neke strokovne podpore misli, da več ve kot celotna arhitekturna zbornica, potem prav. Tako se tudi obnaša to mesto in tako se tudi obnaša to občina. Zdaj ta natečaj, takrat je bilo govora, takrat se je tudi posekalo veliko dreves na muzejskem trgu, odstranilo se je tudi to cisterno, ki bi bila lahko inkorporirana v samo garažo kot nek fantastičen element, kar bi bila lahko nekaj posebnega, v njej bi bila lahko restauracija, karkoli, trampolin, vinska klet. Govorimo o možnih idejah, ki jih je možno dobiti z arhitekturnim natečajem. Če pa imaš ti enega samega arhitekta, ki ti da eno samo rešitev, tako kot je bilo pri recimo primeru teh nebotičnikov pri Novem Slavniku, potem imaš samo eno rešitev, za katero veliko plačaš temu arhitektu, nimaš recimo diapazona 10 različnih idej, ki jih dobiš od 10 različnih ekip. In ta problem tega muzejskega trga je ta, da je ta trg absolutno, to je preestetiziran trg, ki poleti ne funkcionira, to je dejansko radiator mesta, sploh za tiste, ki živijo ob stolnicah ob temu. Zdaj, župan je objavil par nekih renderjev spet. Samo da razloživa, kaj točno je render? Render oziroma fotomontaža, se pravi fotomontaža, kako ne bi to izgledalo. Zdaj, jaz mislim, da če je glede na to fotomontažo, ter drevesa ne bodo presajene, ker tam na fotomontaži so narejene pergole, mogoče bo par dreves ostalo, ampak spet govorimo o tem goloseku. Golosek na muzejskem trgu, golosek na Levjem gradu, golosek v Čirkolu, golosek na muzejskem trgu ponovno.
Se pravi, dejansko govorimo o problematiki, ki se vsi otepajo, ker pač rešitev oziroma odgovor na to, ne, da se poseka 50 ali pa več let stara drevesa, to, ja pa saj smo posadili nova. Ne. Nova drevesa potrebujejo veliko več časa za to, da vzpostavijo ta mikroambient, ki ga imajo, in franciskejski kataster iz leta 1826 kaže podobo samega mestnega jedra Kopra, ki je precej zazelenjeno zaradi notranjih vrtov. Zdaj, z takimi goloseki v bistvu taka politika praktično uničuje mesto. Ne. Jaz predlagam, če že ne spoštujejo stroke, trenutne stroke in arhitekturne zbornice, da si recimo občinska oblast ali uprava pogleda dejansko franciskejski kataster in malček razmisli o tem, kako in kaj bi bilo smiselno sekati in kaj ne. Pa bi vseeno v naboru teh rešitev, recimo zadnjih 10-15 let, lahko mogoče izpostavil kakšno v slovenski Istri, ki pa bi bila recimo pozitiven primer. Zdaj o pokopališču recimo sva že spregovorila, ampak ali je tudi sicer, kar se tiče teh večjih projektov, kakšen, ki bi ga mogoče izpostavil kot dober primer sobivanja z mestom, izboljšanja mesta? To vprašanje mi je zastavil že moj prijatelj Toni pred nekaj leti in sem potem dejansko moral prav nekaj časa razmišljati. Zdaj me je spet nekako to vprašanje presenetilo, ne, in sem potem res malček še pomislil pred tem prihodom na televizijo. In bi lahko rekel, da morebiti je en dober primer, spet govorim lahko ne, na nekem mikronivoju, se pravi, kaj so te neki mikroposeki, ki jih lahko dela tudi skupnost. Ne. Ni nujno, da arhitekt tisti, ki pozida in zabetonira popoln trg. Ne. Govorim lahko o tem, da lahko tudi ena skupnost pod taktirko neke širše skupine pripravi podloge, načrte in uredi prostor. Ne. To so v bistvu sodobni modeli, ki funkcionirajo po svetu normalno, ne, razen pri nas v Sloveniji, ker živimo sploh na naši obali, živimo, kot bi živeli leta 1973, ne, se pravi, kot da klimatskih katastrof sploh ni in da se morje ne dviga. Zdaj, primer recimo v Piranu je primer obnove pešpoti in oljčnikov, projekt, ki se je delal z obalnimi galerijami Piran, in sicer mednarodno priznano umetnico in arhitektko Marjetico Potrč in našo fakulteto, se pravi pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, in sicer oddelkom za vizualne umetnosti in oblikovanje, ker smo v bistvu študenti in študentkam izvedli dejansko prenovo tlakovanja, dela poti in prenovo v bistvu stopnišča, ki vodi na začetek dejansko teh oljčnikov oziroma teh pešpoti, ki vodijo po celotnem tem zelenem delu Piranskega polotoka. To je en recimo zanimiv primer, kako lahko skupnost sama nekako začne projekt in ga potem povezavi z občino, ki ga je sicer tudi sprejela, in za neko institucijo, kot so obalne galerije in recimo Univerza na Primorskem, pripeljejo do te točke, da se potem ta projekt izvede na način, ki koristi, ne, kjer je lahko pač projekt, ki da nekaj enemu in drugemu dobi in tako naprej. Ne. Zdaj, še en primer, ki pa mogoče ne, bolj arhitekturnega tipa, je pa Škocjanski zatok. In sicer Škocjanski zatok je en fenomenalen projekt za moje pojme. Sicer ta Škocjanski zatok je bil toliko let zanemarjen, zapuščen, vendar je ta Škocjanski zatok uspel, ne, se pravi društvo DOPS in celotna ekipa, ki je tam delala prostovoljno in je uspela dejansko z tem objektom, se pravi, ki tam stoji kot opazovalnica in kot objekt za različne aktivnosti, urediti celoten Škocjanski zatok, ampak kar je bistveno, je, da je zaustavila to rakasto tvorbo teh industrijskih kal, ki so čez cesto, ki bi se razrasle in prekrile dejansko celoten Škocjanski zatok. Zdaj, zakaj je Škocjanski zatok pomemben? Vedno študente drugo uro peljem v Škocjanski zatok na sprehod. Zakaj? Vkolikor se gladina morja dvigne, Škocjanski zatok je povezan
v njemu se pač meša sladka in slana voda z Rižano, Badaševico in seveda morjem. In Škocjanski zatok ima tudi direktno povezavo z morjem. V primeru, da se gladina recimo morja dvigne, se lahko na delu Škocjanskega zatoka, kjer je povezava z morjem, ta del odpre in v bistvu zatok pobere to vodo, tako da dejansko se lahko omili vsaj nekatere te procese, recimo zaradi klimatskih katastrof. To je arhitektura. Narava je arhitektura. Danes ni arhitektura beton, ampak je narava arhitektura. Kako z naravo delovati, kako biti v sožitju z naravo, kako z naravo sodelovati in kako naravo smatrati kot subjekt, ne pa objekt. Nekaj si že omenil tudi Žusterno. Žusterno recimo, ki so zdaj malo ozelenili, naredili torej tudi kot nekako naravno kopališče. Se ti zdi, da so tudi tam uspeli narediti to, se pravi malo sobivati z naravo? Je bil to uspešen projekt? Vemo naprimer, da niso ugodili vsem željam, konkretno olimpijski nosilec kolajne Toni Vodišek je razlagal, da so bili celo v pogovorih, da bi imeli tam mogoče vhod v morje za kajtarje, ki se recimo do danes ni zgodil. Še vedno je nekako obnova v teku, tudi če upoštevamo, pravijo, da ni še dokončana tudi ta pot med Koprom in Izolo. Ali recimo na tem območju uspeva nekaj takega, tudi glede na to, kako se bo gladina morja najverjetneje dvignila? Ali je torej ta povezava nekaj, kar je recimo upoštevala kaj takega, ali je sobivanje z naravo vidno tudi v Žusterni? Spet smo pri tem simptomu, ko govorimo, kaj je bilo prej. In kopališče, če že začnem, kopališče je nastavljeno na izlivu reke Badaševice. Badaševica v bistvu ni bila nikoli renaturalizirana. Iz Badaševice se steka smrad direktno v pokopališče. Spravi, kaj je bilo potrebno narediti? Kaj pomeni celosten plan? Najprej urediti strugo in renaturalizacijo Badaševice. Nato urediti povezavo med, se pravi, kopališčem, Koprom in Izolo. In Žusterna je del v bistvu te ureditve. Kaj imamo zdaj? Zdaj imamo ta iztok Badaševice, ker vsako toliko tam smrdi po nekih čudnih rečeh. Potem imamo zapolnjeno, popolnosti zapolnjeno z parkiriščem, ki je popolnoma prepolno kopališče. Potem imamo Žusterno z svojim delom, ki je odrezana dejansko, to meja med kopališčem in Žusterno praktično je kot da bi bil nek drugi svet. Se pravi, to je delal en arhitekt, to je delal drugi arhitekt. Naprej je delal tretji arhitekt. Jaz mislim, da bi bilo tle smiselno gledati na to povezavo, in to smo tudi delali že veliko načrtov, že v 0 years, se pravi 0 letih, kako lahko med Koprom in Izolo celotno obalo spremenimo v neko, pa tudi natečaji so bili na to temo, v neko res izjemno naravno in kulturno vrednoto. Vemo, da je tudi Parencana potekala, vemo, da imamo tam tudi Reks je potonil. Zdaj tam najdemo v bistvu eno ladjo, se pravi en model ladje, kjer je potonil Reks, 3 fotografije in to je to. Pred leti, ko smo bili pozvani k temu natečaju za prenovo obalne ceste med Koprom in Izolo, za ekipo smo dejansko sodelovali tudi z biologom, ki nam je svetoval, da se mora ta obala dejansko, če zdaj po domače uporabim besedo, nagužvati. Se pravi, čim imamo ravno obalo, biološko pomeni, če je betonska ravna obala, se tam rastline, živali ne bojo dobro počutile, da zdaj uporabim ta malo bolj nestrokovni žargon. Če pa se nekako ta obala zvije in dobimo različne otoke, polotoke in tako naprej, bo to drugače funkcioniralo, bo se razrast novih rastlin, bo boljša,
bo več tudi, pač biotop se bo ustvaril, ne. In to podobno se zgodi lahko tudi z Badaševico, ne. Z Badaševico recimo vem, da smo z Avtomatik Delovičem predlagali, da se Badaševico renaturalizira, ampak odgovor za proračun, ali kaj je že ta zadeva, participatorni proračun, ampak odgovor mesta je bil, da to ni njihov del, ker to je del države, reke in vodotoki, ne. Se pravi, okej, to Badaševica ni njihov del, ne. Že pred leti, ko so prenavljali Tomosovo stolpnico, smo imeli z Avtomatiko in Tomosovimi stolpnicami v Tomosovi stolpnici prostor, se pravi Avtomatik Delovišče, ker smo govorili o prostorskih tematikah, imeli razstave, komunikacije in tako naprej. In odgovor na občino, ne, od občine je bil, se pravi, ja, ta blok smo prodali, ta blok ni več naša last. Se pravi, dajmo si v bistvu, ne, naliti čistega vina tle, ne, pa ne dajati neko breme na nekoga drugega. Če nekdo praktično res enih stvari ne zna oziroma ni strokovno sposobljen, ne vem, zakaj se tega loteva. In na tej občini je to glavni problem. Se pa kljub temu veliko gradi, tako da očitno se nekomu zdi, da vsaj se mora nekaj spreminjati, mogoče zaradi spreminjanja samega, ne nazadnje volitve prihajajo, vemo, da največ betona se po Sloveniji zlije ravno v letu pred volitvami, ker se to najbolj vidi in se potem tudi najlažje unovči v političnih glasovih. Če pa vseeno pogledamo malo bolj nazaj, koprska tržnica je tudi bila prenovljena v zadnjem času. Brez arhitekturnega natečaja. Kakšna je torej zgodba za tem? Je danes to uspešen prostor? Ja, tle smo spet, ne, na tej, kako bi rekel, nepotistični, ali ne vem, kako bi to definiral, ne. Če smo nekaj zgradili, potem imamo pravico še to naprej narediti. Ne bi se spuščal v podrobnosti zdaj, kako in zakaj do tega prišlo, vendar je ta projekt absolutno katastrofalen, ne. Jaz to poimenujem novi Lidl. Ne, Lidl, ali kaj že ta trgovina, ali Spar ali neki, ne, v samem središču mesta. Jaz mislim, da v neko tako strukturo, poleg mestnega jedra, bi bilo smiselno postaviti oziroma umestiti neko zelo lahko konstrukcijo, ki pač ni megalomanska in res presega spet neko prvič merilo, drugič pa na tej tržnici je postavljen en fantastičen monument, sicer kip vode, Masayuki Nagase je ta kip naredil, ko je prvič prišel z Japonske na Forma Vivo v Slovenijo, se je sicer potem preselil v Istro in ta kip je dejansko viden z vseh strani v prihodu v tržnico. Sedaj mimo teh jeklenih stebrov, ne, pač kip izgubi vso vrednost in s tem izgubi vso vrednost tudi celoten ta prostor, arhitekturno, estetsko. Zdaj funkcionalno, ne vem, morebiti je to spet še eno dobro prizorišče za koncerte in Viva la Istria, ne, ali kaj so že neke te Istra se hrani, tako da, ampak to navkljub vsemu pa ni vedno dovolj za eno mesto, ne. Mislim, da mesto rabi kaj več kot samo kruha in iger. Pa tudi, če bi koncerte tam imeli, ne vem, če so kakšnega že imeli, se mi zdi, da mogoče akustika tudi ni eno od vprašanj, s katerimi se arhitekti ukvarjajo. Nenazadnje, ko so se Stožice v Ljubljani odprle, so šele kasneje poskušali odmev za nekaj sekund, kar je velik uspeh, zmanjšati in delno jim je uspelo, ampak na začetku pa o tem niso razmišljali. Je kaj podobnega bati se tudi pri recimo obnovi Libertasa, ki se trenutno dogaja. Slišala sem že ideje, kot super bi bilo, če bi to postal istrski kino Šiška, se pravi več dvoran funkcionalnih, seveda je veliko odvisno od samega programa, ampak ali je načrt te prenove hale, kot trenutno izgleda, nekaj, kar bo dejansko uporabno za več funkcij, ali bo mogoče ravno zaradi akustike nazadnje ostalo nekako galerija, čemur je bilo tudi zdaj v zadnjih letih večinoma namenjeno? En odgovor spet. Javni arhitekturni natečaj. Pa je bil
za ta objekt javni arhitekturni natečaj kdaj razpisan? Ne. Spravi, kako grejo te zadeve spet, ne, z roko v roki in kako ti mladi arhitekti, ki so zdaj pač prvič dobili res en tak lep projekt, ne, lahko izvedejo tudi ustrezno akustično izvedbo te dvorane za potrebe glasbenikov, za potrebe recimo gledališča, za potrebe kogarkoli, ki mu je akustika veliko bolj potrebna kot samo estetizirana arhitekturna rešitev. Jaz se tle bojim, da za to rešitev niso našli pravega odgovora. Ne vem, dajmo se presenetiti in počakati, morebiti so vključili kakega strokovnjaka za akustiko, ponavadi. Ravno sem prišel z Berlina, ker sem bil na koncertu v enim meni ljubših objektov, in sicer Šaronovi filharmoniji. Če samo na kratko pišem samo občutek, ne gre tako, kot da bi sedel v Cankarjevem domu v Galesovi dvorani, ampak da bi bila dvorana okrog in okrog samega prizorišča. Ob temu, če sediš v zgornjem desnem kotu levo ali pa spodnjem levem kotu na sredini, je zvok popolnoma enak in to je izjemna prednost tega, da imaš izdelan akustični elaborat in akustično študijo za nek tak projekt. Zdaj, ne vem, koliko se je pri tem to upoštevalo, upam, da se je. Tudi pač dal sem par predlogov in komentarjev na to rešitev. Predvsem mislim, da gre spet za en problem tega, da se ne rešitev vključuje v samo mesto, kot bi se morala, da so vhodi nekje ob strani z ceste in tako naprej, da ne bi šel zdaj preveč v neko to formalizacijo. Bistven problem je ta, pa da ne bom samo negativen, danes bom tudi poskušal biti malček pozitiven. Zdaj, mi ne rabimo še enega Kino Šiška. Mi rabimo Libertas in Libertas je že funkcioniral. Tako kot je funkcioniral Libertas z svojimi tehno-rejvi, partiji, delavnicami, poletnimi šolami, razstavami in vsem ostalim, je to izjemen format, ki bi se ga lahko samo umestilo v eno bolj formalno prirejeno strukturo, kjer bi bili pač na voljo WC-ji, voda, ustrezna elektrika in tako naprej. In streha na glavo, pač da ne pada voda, in ogrevanje. Zdaj, delati en objekt namenjen instituciji, kaj bomo s tem dobili? A bo Mestna občina Koper lahko upravljala z enim tako velikim objektom v naslednjih ne vem koliko letih? Kdo bo direktor, kaj bojo delali, kakšen bo program? Poglejmo samo dvorano v bivši cerkvi, frančiškanski bivši cerkvi. Kaj pripelje, do česa pripelje prevelika estetizacija in ta totalna formalizacija oziroma dejansko, jaz mislim, da bi ta kultura morala ostati vseeno v rokah neke neodvisne scene in da bi ta model mogel nekako, če bi ta model se lahko razvil in bi bil v tem času zdaj, ko se ta nenatečaj naredil vse skupaj, bi to lahko bil en res idealen, fantastičen model, ki bi v Sloveniji, če bi zaživel, bil res ena taka novost, ki bi funkcionirala bolje. Za neodvisno kulturno sceno, ki jo je veliko na Obali, kar so ti dogodki skupaj z različnimi institucijami pokazali v Libertasu, ki so se zgodili, in tudi publika, ki je bilo veliko in prihajala je z vseh strani Slovenije, Italije in še kje drugje. Kaj pa Bastion? Je to ista zgodba? Bo to ista zgodba? Doživel bo manjšo, a vendarle tudi renovacijo? Zgodbe za Bastion ne poznam tako dobro, tako da ne vem, kaj, vem, da nazadnje, kot sem slišal, se je takrat govorilo o neki vinski kleti ali vinski kantini. Zdaj jaz ne vem, kaj je sedaj zgodba za Bastion, tako da žal ne bi mogel komentirati. Kaj pa če spregovoriva mogoče še o javnem prostoru? Zdaj smo že govorili o nekaterih poljavnih prostorih, pa tudi o bolj javnih prostorih, ampak tukaj, če konkretno govoriva o javnih prostorih v mestnih središčih, se pravi, omenil si že pomanjkanje dreves, ki nas potem takem sili, da javni prostor pravzaprav uživamo zgolj in samo iz
iz strani, iz raznih lokalov, barov, ki seveda pa zahtevajo, da svoje preživljanje časa na tem prostoru plačamo, da ga torej financiramo. Ali torej obstaja kje kvaliteten javni prostor, takole v mestnih središčih v slovenski Istri, ali je betonizacija vsega povzročila, se pravi, še večjo gentrifikacijo ravno zaradi tega, ker na betonu lahko zato, da sediš pod streho v senci, vsaj v tiste vročih pol leta, torej in posledično, ja, seveda piješ kavo, namesto da bi se zgodilo nekaj takega kot recimo v Italiji, kjer javni prostor zelo živahen ponavadi, ravno mestni trgi, mestni parki so tisti, kjer se pravzaprav tvori družba, kjer se ljudje srečujejo, ne nazadnje igrajo športne igre, različne generacije prepletajo med sabo. Ali kaj takega v Istri, v urbanih središčih obstaja? Ja, tle govorimo spet o gentrifikaciji, se pravi to spreminjanje populacije, ne, se pravi izseljevanje revnejših skupin iz mest in nekako priseljevanje bolj bogatih, recimo, ki imajo več denarja. To je ena stvar gentrifikacije, pa glavni problem javnega prostora, to je spet paradigma 21. stoletja, se pravi javni prostor za človeka, zdaj človek ni več središče sveta, ne. Narava je v bistvu tista bolj pomembna in ta antropocentrizem dejansko mora pasti, ne. Prozor mora pasti. Antropocentrizem, se opravičujem, je v bistvu res paradigma tega, do koder smo pripeljali ta svet, ne. Se pravi, če smo mi tako bistveni, ne, it's not all about you, honey, ne, konec koncev je ena taka dobra parabola. Skupnost, ne, je tista, ki dela, to si zelo lepo povedala, ki dela javni prostor, ne. Se pravi vsebine, ki je skupnost, ki tam živi, nekako sproža, povzroča in tako naprej. Zdaj, če bo en kafič tam, to ne bo naredilo boljši ali slabši javni prostor. Lep primer je sicer na Taboru, mislim, da v Ljubljani, ne, te nekega skupnostnega delovanja, kako so tam vzpostavili tak drugačen skupnostni prostor, ne. Pri nas pa, ne, na obali, ne, pa ne toliko, ne. Na obali je večinoma tako, ne, vse je podvrženo tej, bom rekel, posledici tega, ne, tega, da se je kultura popolnoma izničila, ne, tako, pač to so bila včasih delavska mesta, ne, zdaj tle kino je večinoma, koprski kino je večinoma vrtel pornografske filme samo, ne, gledališče ima samo, so pač lodže združili v eno, ne, vse kako se reče, v dobro skupnega, ampak v bistvu skupnost je nekaj drugega, ne. In javni prostori so ena zelo problematična reč, ne, in delujejo in živijo iz dneva v dan in se spreminjajo in umrejo in tako naprej. In to je v bistvu čar tega, ne, da zdaj ne bi mogel reči, kaj je dobro, kar je slabo, oziroma nekaj izpostaviti ali ne, mogoče bi prej lahko rekel, ali pa izpostavil, kateri faktorji lahko omogočijo tem, ki živijo v takih krajih, da se vzpostavijo neki taki prostori. Sicer prvo je to, da morajo ljudje delovati pač skupno, se pravi, morajo imeti nek prostor srečevanja. Če recimo v mestu zmanjka nekih prostorov srečevanja, ki ni nujno, da je restauracija, bar ali kakorkoli, ne, da je to nek skupnostni prostor. Lahko je tudi kegljišče, recimo, ne vem, lahko je ena klopca pod murvo, kakorkoli, ne. In ob temu začnejo potem rasti ideje, pogovor in tako naprej. In ta pogovor je najboljše zdravilo, to je enkrat citat Andreja Medveda, ki mi je enkrat rekel, da je pogovor najboljše zdravilo tudi za največje v bistvu mentalne bolezni, ne, ima res prav. In tako se v bistvu skupnost tudi nastaja in tako gradi mesto, ne. Če pa gradimo mesto zgolj na betonu in na vzpostavljanju in grajenju novih rušečih se novogradenj, ne,
Potem ni nikoli nič narobe, ne? Vedno lahko rečemo, da je vse prav, vse je perfektno, vse je čisto. To še malček spoliramo z čistilom, ki diši po citrusih, potem pa na koncu preberemo zgodbo v knjigi Itala Calvina Nevidna mesta, ko Marko Polo razlaga Kublai Khanu, kako je bila Persilja idealno mesto zgrajeno po načelih zvest in bogov. Na koncu, v bistvu po drugi, tretji generaciji, da so se v mestu začeli živeti oziroma naseljevati pohabljenci, pritlikavci, bradate ženske, celo otroci z 2 glavama in zobmi so kričali iz kleti, ne. To so te vsebine mesta, ne. Zato, ker mesto ne more biti popolno, mesto je lahko samo nepopolno, da lahko živi. Popolnosti ni, in če poskušamo doseči popolnost z rušečimi se novogradnjami, potem jih lahko samo v nedogled poliramo z citrusovimi čistili in izženemo v bistvu populacijo iz tega biotopa. Mislim, da z boljšimi besedami današnjega srečanja ne bi mogla zaključiti. Boštjan, najlepša hvala, da si vzel čas in pokomentiral situacijo. Upamo seveda na boljše, zaenkrat pa hvala za te uvide. Hvala lepa, Pija. Lep dan še naprej. Tako, dragi gledalci, brez skrbi, tudi če ste zamudili kak del pogovora, ga lahko v celoti najdete tudi na našem YouTube kanalu Megafon TV. Če naprej se vidimo prihodnjič, do takrat pa, kot rečeno, lahko na YouTube kanalu vidite tudi vse ostale oddaje, ki smo jih posneli do sedaj. Lepo se imejte in nasvidenje.